Spoštovane dame in gospodje, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na predzadnjem rednem mesečnem predavanju v letu 2014. Kot sem že na prejšnjem predavanju oktobra povedal, so predavanja v drugi polovici letošnjega leta posvečena Prvi svetovni vojni, torej tudi današnji bo posvečeno Prvi svetovni vojni, Judom na Goriškem. Naj vas ne preseneti, med nami je ob predavatelju tudi kamera, s kolegi iz Inštituta za novejšo zgodovino in projekta Sisteri smo se namreč pred časom dogovorili, da predavanje snemamo in si jih lahko ponovno pogledate na spletni strani Sisteri.si, če se ne mogo. Med nami pa pozdravljam seveda tudi našega kolega, magistra Renata Poterstiča, našega predavatelja, kolega z Študijskega centra za narodno spravo. Renato so nakvarjale za zgodovino druge svetovne vojne in revolucionarno nasilje, pa tudi odličen ekspert, ki se ukvarja za zgodovino druge na Slovenskem in Prvo svetovno vojno. Na to temo pripravlja tudi Univerze v Kopru doktorat, tako da mislim, da boste danes na današnjem predavanju uživali. Po njegovem predavanju bo seveda tudi čas za vaše vprašanja in mislim, da je tako Renato za Torej, lep pozdrav sem skupaj, zelo vesel sem, da je taka rušna skupinca, sem v bistvu zelo manjša. Očitno je tematika tista, ki privlači. Torej, sam predsednik društva se me je pridružil, tako da pozdravljam rušnega. Se nismo začeli še tako, da vidim za mno. Torej, pozdravljeni ali to bi rekli po hebrejsko, šalom alehem, mir z vami tudi besedno. Govorili bomo o dveh tematikah, ki sem poskušal izključiti v eno, ki sta meni zelo blizu. Ena je Prva svetovna vojna, zakaj o tem malo več kasneje, zakaj je to determiniralo moje življenje, in druga je pa judovstvo. Sem slišal glasove kolegov včasih, ko to ni ravno za kamero, zakaj se s judovstvom udarjamo. Odgovor je zelo preprost. Kot kristijani imamo jude za naše starejše brate in pravim, da brez poznavanja judovstva ni poznavanja krščanstva. To je prvi odgovor. Drugi del odgovora boste pa kasneje slišali. Torej, to temo bomo združili in poskušali vam približati dogodke pred 100 in več let, ki so se dogajali v našem zahodnem robu, v najlepšem, tudi slovenskem mestu, v Gorici, ki je imela včasih zelo močno judovsko skupnost. Ne toliko po številu, kot po vplivu in pa vpetosti na družbeni prostor Goriške in tudi širše. In današnje predavanje bo poskušal odgovoriti na dve vprašanje. Kaj se je dogajalo z Judi, judovsko skupnost na Goriškem med samim vojnim spopadom? In kaj je sam vojni spopad prinesel ali dodal judovstvu na slovenskem ozemlju, oziroma bolje rečeno na zahodnem slovenskem ozemlju, ki bomo govorili v glavnem obdobju Soške fronte. Torej, osnovno v čas tik pred Prvo svetovno vojno, ko je mesto Gorica vpeto v srednjeevropski prostor na prehodu proti Pirenejskemu polotoku, bilo živo mesto z izredno lepo klimo, tudi gospodarsko, zlasti po letu 1860, ko železnica ga poveže z ostalimi mesti monarhije, vpeto na ekonomskem, kmetijskem področju, mesto, kamor romajo na počitnice avstrijski velikaši, ker je to eno najbolj južnih mest avstrijske monarhije, in pa konc koncev ni zaston, da se ga je odgajal Österreich šestnica ali avstrijska nica. Mesto, v katerem so obivale različne komponente, italijanska, poljanska, slovenska, nemška in tudi judovska. To je pogled, ki pred začetkom Prve svetovne vojne na glavni trg, ki ima tako značilno ime. Italijani mu rečejo Piazza Grande ali Veliki trg, mi mu rečemo še danes in tudi ljudsko ime je Travnik. Torej, Travnik, na katerem je v tistem času, ko rečemo v tistem času, ki pred Prvo vojno, bilo kar nekaj pomembnih meščanskih hiš, ki so zrasli v drugi polovici 18. stoletja in so bili njihovi lastniki judovskih projektov. Torej, ker smo v arhivu, mogoče še dve besede o virih za nastanek današnjega predavanja. Virov je na našem ozemlju zelo malo. Nekaj malega je v arhivu Čenkali Dostato, se pravi v arhivu Dostato v Gorici,
državni arhiv v Gorici, potem je nekaj malega zlasti za obdobje po prvi vojni, ko se transformira državno pravno obdobje slovenskega veterijanskega, skanjenega v arhive centrale da hebrajke italijane, se pravi v centralne arhive italijanskih evropskih občin. Največ del arhiva je pa v Central Archives for the History of Jewish People v Jeruzalemu, se pravi v centralnem arhivu judovskega naroda v Jeruzalemu, ki zbira celotno gradivo zlasti skupnosti, ki so izginile. Žal, Goriška je ena izmed njih. Goriška judovska skupnost ne obstaja več. V Gorici je danes po mojih podatkih še 8 judov, torej 8 odraslih judov. To je absolutno obeh spolov, to je absolutno premalo za med skupnost, ker je skupnost lahko uspeva v mestih, ki šteje 10 odraslih moških. To pomeni moški, ki so starejši od 13 let in en dan. To je namreč pogoj, da jud vstopi v svet odraslih, v Gorici ni. In ker je skupnost v 1969 prenehala obstajati, so kratko malo gradivo odnesli v Jeruzalem. In tam se gradivo judovske skupnosti Goriške nahaja. 1984 leta je bila odprta sinagoga, ponovno odprta, ki se v spodnjem delu uporablja kot muzejsko, razstavni prostor za razne prireditve. V prvem nadstropju je pa odprta sinagoga, ki še zmeraj služi za sakralne obrede, ampak s tem, da ljudje so uboženi. Kaj to pomeni, ali da pridejo iz Amerike, ali pa iz Izraela, potomci se poroča, ali pa judovska skupnost iz Trsta, ki je nam najbližja, živa judovska skupnost, pride za večji judovske praznike, kot recimo Jom Kipur ali pa Hanuka, in imajo obrede noter v sinagogi. Tu je današnji pogled na nekdanji geto, v Askoli. Na levi strani je Askolijeva hiša. Askoli je bil goriški jud, rojen v tej hiši 1829. Zelo znan italijanski jezikoslovec, ki je večino svojega življenja delal v Milanu, tam bo čerovno univerzi tudi umrl. To je pogled na današnji pogled v to ulico, ki je bila včasih geto. Ko rečem, kaj pomeni to bila včasih geto? Od konca 17. stoletja, točno 1696 naprej, do 18. leta, so ljudje živeli tako samo v tem getu, torej je bil to zaprt prostor, namenjen goriškemu judovskemu prebivalstvu. Zdaj, logično vprašanje bi bilo, kdaj je bilo judov največ, oziroma koliko jih je bilo. Če se povrnemo malo nazaj, na Gorica smo rekli, da na predvečer prve svetovne vojne šteje 31 000 prebivalcev. To je zadnji evropski merodajni napis. Približno 45% je Italijanov v mestu, 35% Slovencev, 12% Nemcev in med temi tudi približno 250 judov, goriških judov. Kot sem rekel, skupnost ni bila močna številčno, ampak zelo vplivna. Doktorji, advokati, lekarnarji, člani občinske uprave, tudi vojaštva, konec koncev, poslanci oziroma mestni svetniki na goriški občini so bili vplivni goriški ljudje. Ta skupnost je bila vpeta v srednji evropski prostor, s tem, da na političnem področju je delovala v smislu italijansko-centričnosti oziroma v smislu večinske liberalne stranke italijanske, ki si je prizadevala za, recimo temu, identistične cilje. Torej, približno pol goriških judov se je napajalo iz srednjeevropskega prostora. Kaj to pomeni? Bili so aškenazi, torej po domače rekli nemški judje, aškenazi smo imeli po korejsko-nemške dežele. Prihajali so od Litve, Romunije današnje, potem Belorusije, Ukrajine, veliko Češke, predvsem pa Poljske. Imeli so značilne nemške primke, Michaelstetter, Rosenbaum, Rosenthal in tako naprej Farber. Druga polovica goriških judov je prihajala iz Apeninskega polotoka. Bili so pripadniki tako imenovanega italijanskega judovstva. Rečemo, italijansko judovstvo mislimo na tisti del judovske diaspore, ki že od 1. stoletja po Kristusu dejansko v času rimskega imperija živi na umejah današnje italijanske države in ima tipične italijanske judovske primke. Zdaj boste vprašali, kateri so tipični italijanski judovske primki. Primki po mestih Roma, Ascoli, Iona, Torino, Milano, Trieste, Gorica, to so tipični italijanski judovski primki. Reggio, recimo, pa še bi ga naštevamo. In te primke najdemo tudi v Gorici.
Poleg tega je bila tudi ena samska separatska, tako bi rekli po domače španska družina, oziroma Judje španskega izvora, kajti separat pomeni po hebrejsko-španske dežele. To so Judje, ki emigrirajo, oziroma so izgnani konec 15. stoletja za Preneskega polotoka. In tu je bila rodbina Bolafijev. Rodbina Bolafijev, ki jo najdemo tudi v Ljubljani, zelo znani trgovci, zelo imoviti trgovci, uspešni trgovci, njihov glavni namen je bila trgovina z vinom. Torej, te rodbine sestavljajo teh približno 250 članov goriške judovske skupnosti na začetku svetovne vojne. Skupnost je zelo živa, ima svojega rabina. Do leta 1909 so bili rabini v glavnem z prostora italijanske države, torej imajo italijanske judovske binke, šolajo se na italijanskih judovskih kolegijih, po domače, res po domače, nekaj vrste judovska središča bilo. Prvo nam bližje je v Padovi bilo, višji kolegi je bil v Rimu in tam se šolajo pripadniki goriške judovske skupnosti. Torej, ne pozabiti, mi smo v avstrijskem ali habsburškem državnem okviru, vendar se formalna izobrazba teh naših goriških rabinov se dogaja v italijanskem okviru. Nasplošno je goriško judovstvo zelo vpeto, v gospodarskem, kulturnem smislu, ne pozabiti Karolina Lucato, zelo znana goriška judinja, je konec 19. stoletja bila najbolj pomembna ali tudi utemeljiteljica ženskega častnikarstva, italijanskega častnikarstva na Apeninskem polotoku, bila je goriška judinja. Cel kup rabinov iz tega prostora, torej goriškega tržaškega, je delovalo v širšem italijanskem prostoru, tudi v zdaj še turški Palestini. Skratka, to je bil živ prostor, ki je svojo priložnost na eni strani gledal v centralni Evropi, to napajanju iz habsburškega okvira, na drugi strani se pa zavedal moči v deželi, ki so imeli italijanske oskanke, oziroma italijanska večina znotraj deželnega zbora. Vse šipka, ampak vendar bila je. Mi smo zdaj na predvečer vojne, goriška skupnost ima svojega rabina, smo omenili, ima svojega predsednika judovske skupnosti, ima svojega obrednega mesarja. Zdaj ne bom se podrobno spuščal, kaj pomeni obredni mesar v judovstvu, ker to je predavanje za nekšno drugo temo, če bo Gregor še več povabil. In imeli smo svojega šamaša. Šamaš pomeni po naši vreti nekaj vrste cerkovnik oziroma mežnar. Torej tisti, ki je skrbel, to je bil zelo domačni izraz. Šamaš je hebrejsko, pravega izraza mi nimamo, ampak recimo, ko boste lažje razumeli, je bil nekaj vrste tisti, ki skrbi za sinagogo predstavo. Ko se vojna začne, smo mi v letu 1914. Izbruh vojne, Gorica šteje svoj 31 prebivalcev, judovska skupnost se znajde na udaru kot ostali prebivalci mesta in tudi habsburški podaniki. Že takoj so mobilizirani v habsburško vojsko in nekateri možje in fantje odkorakajo v Galicijo na vzhodno fronto. Obstaja nekaj pričevanj teh vojakov, rečem izraz nekateri, ko ste vprašali, zakaj pa. Zato, ker se že takoj 1914 pojavi razcep. Razcep znotraj judovskega goriškega gibanja, ki so zaznamuje čas vojne in tudi predvsem dogajanja na prestolni vojni. Kaj te? Del prebivalstva, na čelu z Atilijom Kokrugom, Kokrugom je zelo znan goriški primek, o njih tudi veliko knjig, pa tukajšnja oddaja posneta, najdemo jih tudi v Trstu, pa v Splitu, pa sploh na tem našem sredozemskem prostoru, izhajajo pa v Prini, sreči iz Mariboja. No, on takoj se odloči, da bo šel v Kraljevino Italijo. Torej, del judovskega prebivalstva, čeprav so bili podaniki habsburške krone, se odloči, da bojo se umaknili v Kraljevino Italijo, ki je bila takrat še zaveznik habsburške monarhije, oziroma je takoj v očetku vojne razglasila neutralnost, in dejansko se s tem izognejo vojaške službi in s tem seveda posledično tudi postanejo izdajalci. Torej, skupnost sama deli podobno sodo kot tudi velik del italijanske stvarnosti znotraj goriške krščanske dežele na predvečer vstopa Italije v vojno in vzpostavitve Soške fronte. Torej, možje in fantje vojaške službe gledajo večino na vzhodno fronto ali pa se umaknejo v Kraljevino Italijo, kjer potem ob
začetku prve svetovne vojne prevzamejo nekatere droge. Zdaj, kaj se zgodi? Zgodi se to, da, še to sem pozabil, bom se v momentu vrnil nazaj. Goriška judovska skupnost je bila vpeta sicer v širši avstro-ogrski državno-pravni okvir, tudi kar se tiče vpetosti skupnosti v zvezo judovskih občin Avstrije ali Allgemeiner Österreichisch-Izraelitischer Bund, ki ima sedež na Dunaju. Del tega bunda, te zveze, ki je bila tudi goriška judovska skupnost od leta 1898. Za primerjavo ne povem, da tržaška judovska skupnost, ki je bila številčnejša, skoraj 20-krat večja številčnejša goriška, je odklonila vpis v tovrstni bund. Torej je ostajala izven uradne organizacije avstrijske judovske hierarhije znotraj habsburške države. In smo spet v letu 15, sem naredil sam malo soga. Leta 1915 so dve soška fronta. Mesto samo se zelo zreducira. Torej, na predvečer vstopa Italije v prvo svetovno vojno in posledično odprte soške fronte 23. maja 1915 šteje Gorica samo še približno 16,000 prebivalcev. Torej, del prebivalstva gre van, del je vpoklican vojsko, del se makne k sorodnikom ali pa znancem v druge dežele, skratka na varno. In se mesto samo znajde na frontni liniji dobesedno, kajti takoj zahodno od mesta se dviga Čevlje, recimo Podgora, Oslavje, kjer se namestijo avstro-ogrske enote. Veliko jih prihaja z vzhoda, iz Galicije, Bukovine, vzhodne Poljske, kjer je bilo veliko judovskega prebivalstva in med temi vojaki je tudi kar nekaj judovskih vojakov, ki sodelujejo v obrambi mesta. Tako je leta 1915 se svojo dejavnost preneha tudi versko življenje. Namreč rabin, ki je nastopoval judovsko skupnost v Gorici, žal niso zdaj uspel najti njegove slike, je bil prvi rabin, ki je prihajal iz tako imenovanega centralno-evropskega prostora. Hermann Friedenthal, že ne samo nam povede to za nemškega oziroma aškenazijskega juda, ki je prihajal iz Mađarske današnje in se je takoj 1915, junija 15, ko začnejo prvega rana prihajati na Gorico, se on makne k sorodnikom na Mađarsko, kjer dejansko je ostalo celotno obdobje prve svetovne vojne in to mu je del judovske skupnosti v Gorici zelo zameril. Torej, pripustil jih je na milost in nemilost. Sinagoga sama je še delovala nekaj časa, neredno, ampak nekaj časa, predvsem s pomočjo vojaških rabinov, ki so prihajali v mesto v okviru avstro-ogrskih enot. O tem malo več besed kasneje. Torej, rabin se umakne. Z njim je odšlo tudi veliko cerkvenega posodja, Tore ali njihovega, recimo, kaj bi rekli, po naši njihova postava. To je najsvetejše, ki se nahaja v vsaki sinagogi. Podobno kot v katoliški cerkvi, ko je to monštranca oziroma najsvetejše, je pri judih Tora. In vse to so spravili v Trst. Tedanji šamaš, ali po naši cerkovnik, Benzion Pink, je bil zelo izobražen človek, tudi spoštovan na samem mestu, imel slutnjo, kaj se bo zgodilo, in je vse, ali večino vrednejšega posodja matice o tem Toro spravil v Trst. In v Trstu je k sreči se to preživelo. Tem se odvijajo spopadi na sošni fronti. Tu imamo en pogled, ena redkih fotografij judovskega geha, kakšen je bil 1917, ko je italijanska vojska pokorakala na samo mesto. Torej, italijanska vojska pokoraka Gorico 9. augusta 1916 šesto soško ofenzivo, ko dejansko avstro-ogrska obramba opusti pred navali italijanske vojske. Ko Italijani korakajo v mesto, se število prebivalstva drastično zmanjša. Še jih je bilo ob vstopu Italije v prvo vojno še 16,000, se potem huda obstreljevanja, eksplozije, žrtve med civilnim prebivalstvom in poženejo v begunstvo, tako da jeseni 15 šteje Gorica samo še približno 8,000 prebivalcev in ko Italijani avgusta 16 korakajo v mesto, jih pričaka samo še 3,500 prebivalcev. To je recimo dobra desetina predvojnega mestnega prebivalstva. Med njimi je bilo samo 25 ljudi.
Torej, samo 25 minutov, približno 250 je čakalo vstop italijanske vojske v mesto. In iz tistega časa, torej iz avgusta 1916, imamo eno zanimivo polemiko. Ta polemika se je odvijala na straneh glavnega italijanskega judovskega časopisa. To je bil pravzaprav tednik, Izilio Izraelitiko, ki prevedli prosto kot recimo izraelska zastava. To je bil glavni judovski list, ki je izhajal v kraljevini Italije 1853 naprej. In leta 1916 najdemo zanimivo polemiko med Atilijem Nortulom, ki je bil predsednik judovske skupnosti Gorice in se je umaknil v Italijo, in pa Albertom Sacerdottijem. Alberto Sacerdoti je bil glavni rabin italijanske druge armade. Na Soški fronti so dve armade napadli, druga in tretja. Vsaka armada je imela svoje predlovnike in rabine. Pred italijanska vojska je priznavala 4 veroizpovedi. Katoliško, protestantsko, valdeško, pa neka vera protestantske in pa judovsko. In vsak korpus, vsaka armada je imela svojega odgovornega rabina. No in ta imenovani rabin Sacerdoti, mimo glede, to je zelo znana judovska rimska rabina, ki je dala veliko rabinov, tudi predsednikov judovske skupnosti Italije, še danes zelo znana v italijanskem judovskem prostoru. Ta rabin Sacerdoti je bil tarča napada Atilija Nortula. Italijani korakli Gorico, pričaka jih malo prebivalstva, mesto je uničeno, devastirano, prebivalstvo se umakne v plodu oziroma gorišču sinagoge namestijo celo konje vojaki in bliža se september in oktober 1916. To sta judovska najsvetejša meseca, ko se odvijata dva najpomembnejša judovska praznika. To je Roš Hašana, ki je novo leto, in drugi je Jom Kipur, danes pravi. Jom Kipur vedno 10 dni po Roš Hašana. In kar naenkrat Attilio Nortulo iz Varne razdalje počita v tem spisu Sacerdotiju, da nihče ne skrbi za te boge jude in judovske vojake, v italijanske vojske, tam so bili judovski vojaki, in to je tako malo, ampak potem spet drugič, ki niso imeli verske skrbe. In pravi, ti posluši, kako si vi lahko dovolite, da za te vojaki, ki se bližajo zdaj najsvetejši prazniki, ne boste poskrbeli. In Sacerdoti, torej omenjeni rabini, mu odgovori, vi pa rabini ste pa poskrbeli, da še danes, 40 dni potem, ko je bila Gorica osvobojena, torej to je izraz redenta, sem prevedel kot osvobojena, ko je Gorica osvobojena, to je italijanski pogled, še vedno v sinagogi visi omadeževani portret Franca Jožefa I, to je cesarja Francoskega. In s tem se potem polemika zaključila. Torej, eden bo očitev, zakaj ne praznujejo praznikov, drugi pa kako ne bo skrbijo, da bi bil vrhovni poglavarec državne armade umaknjen iz judovske sinagoge. Potem vojna je šla naprej. Italija dejansko vemo, da je bila premaknjena, fronta premaknjena in kot pijavo, vojna se konča in ob koncu vojne je bila sinagoga devastirana, prostor onečaščen, to pomeni, da v njem obredi ni bilo mogoče. Rabin Friedenthal se je vrnil iz izgnanstva, ampak denarja za uplačevati njegovo službo ni bilo in dejansko Gorica je tonjena v sivo povprečje. Ne samo kot obmejno mesto Italije, iz centralno-evropskega prostora se predstavi v apeninski prostor, s tem Gorica in tudi Trst se razvita na veljavi, število prebivalstva se zmanjša, pa še ena težava je dejansko tudi v judovskih okvirih mesto dobi svojo vlogo. Tisti del judovskega prebivalstva, ki je prihajal iz centralne Evrope, iz dežel, ki sem jih prej naštel, dejansko je bil odrezan od svojih sorodnikov, ki so ostali znotraj italijanske države. Potem pojavi se sionistično gibanje, torej politično gibanje, ki vidi domovino Judov v Izraelu, tudi v Gorici zelo močno, tudi Trstu zelo močno. Mladi odhajajo ven, odhajajo v Švico, odhajajo v Ameriko, kot neke predstraže ali predstopinje do poti v Budno deželo, Palestino, in dejansko
število judovskega prebivalstva se zelo manjša, številka pada, tako da na predvečer druge svetovne vojne je v Gorici samo še 100 judov. Teh 100 judov, ki potem živijo, oziroma doživijo žalostno vlogo med drugo svetovno vojno, ko je judovska skupnost kompletno uničena, tisti, ki se vrnejo, pa potem ali odidejo v Izrael, ali v Ameriko, ali pa se asimilirajo, oziroma danes judovske skupnosti v Gorici praktično ni več. Dve žalostni zgodbi, ali pa dve emblematični zgodbi, ki pokažeta ustroj goriške judovske skupnosti na posameznih primerih. Gre za dva brata. Njuna zgodba je posebna, ampak hkrati je tako značilna za goriško. Lejte, primek Dörfles, zelo pogost nemški judovski primek v Gorici, danes ga žal ni več, obstaja samo še njihovi nagrobniki na pokopališču v Rodnodini. Oba sta bila oblikovana v prvi svetovni vojni na strani avstro-ogrske vojske. Bila sta častnika, Bruno je bil poročnik, je dobil celo medaljo za hrabrost za svoje oblikovanje. In Giuseppe je bil gradbeni inženir, je bil Hauptmann, torej stopnik. Boril se je v 17. krajšnjem Pešporku, to je bila slovenska enota, ki se je razkovala tudi na Soški fronti, tudi on je bil oblikovan, bil je celo invalid. Oba brata sta takoj po vojni iz Dörflesa postala Deferi, torej sta svoj primek po italijanščini. Oba sta bila aktivna fašista. Oba sta sodelovala pri pohodu na Rim. Oba sta bila potem 1938, ko je prišel fašizem, je tudi fašizem uvedel rasne zakone in jude izločili iz javnega življenja, vendar s kratkimi izjemami. Izjeme so bili tisti, ki so se oblikovali znotraj fašističnega gibanja. In oba brata sta bila izvzeta iz tega konteksta preganjanja, preživela fašizem, preživela nacizem, 2. maja odpeljana v Trnovski gozd in v eni teh fojb usmrčena, ubita, umorjena. Oba sta zginila. To je tak zanimiv primer. Zdaj, goriški geto se je obnovil, ulice so obnovili, sinagogo so dejansko tudi ponovno posvetili, prinesli so predmete nazaj iz Trsta, zamenjali so rabina, Friedenthal se je umaknil, prišel je rabin iz Firenc, Giacomo della Pergola, ki je dejansko potem skrbel za goriške jude do 30 leta in takrat naprej Gorica je imela potem do konca obstoja v 1969 samo še rabine iz tega italijanskega razvoja. Zdaj, drugi segment, ki tudi zadeva naše potovanje po zahodnem slovenskem narodnostnem robu, po goriškem, je obdobje prve vojne. To je tisti čas, ko v vsej svoji zgodovini je imela Goriška največje število judovskih vernikov, vojakov, stacioniranih na svojih področjih. Mi tega števila še vedno ne vemo in ga verjetno tudi nikoli ne bomo vzeli. Ampak kljub vsemu, Habsburška monarhija je bila država v Evropi ali udeležena v prvem vojnem spopadu, ki je mobilizirala drugo največje število judovskih vojakov. Večjih je samo še carska Rusija. Torej, Avstro-Ogrska je mobilizirala 300,000 vojakov, ki so bili judovskega porekla. Prihajali so iz tega dela, največ, torej Galicija, Bukovina in pa večja Habsburška mesta. Dunaj, Budimpešta, Krakov, Praga. To so bila mesta, ki so imela velike procenti ruskega prebivalstva, na globoko od Holokausta, na drugo vojno. In iz teh mest in teh dežel se prihajajo Poljki, ki so se borili tudi na Soški front. In veliko teh judov se je borilo pri nas. Habsburška monarhija skupaj je štela približno 1,5 milijona judovskih podanikov, to je bilo slabi 5% prebivalstva, mobilizirala je pa 300,000 judovskih vojakov. Več je samo še ruska vojska in to je edini ohranjen ruski jetniški nadgrobnik, ki ga je ruski vojni jetnik Salomon Jeršov, ki je potem pokopan in je umrl nekje pri Duškanju, ker je včasih bilo veliko avstro-ogrsko vojaško pokopališče. No, to je judovsko pokopališče v Rožni dolini, ki je največje slovensko, oziroma največje judovsko pokopališče na Slovenskem. In v tem delu se nahajajo tudi judovski vojaški grobovi.
Torej, grobovi tistih vojakov, ki so branili to zemljo, Zahodno Gorice, bili ubiti, glavne šlo za častnike, vojaki so naredili kar bolj navadne grobove, častniki so popeljali semnice, tukaj desno pokopali, še danes je nekaj teh nagrobnikov ohranjenih, torej za judovske častnike avstro-ogrske vojske. Zanimivo, vojakov je bilo toliko na Soški fronti iz judovskega porekla, da je oktobra 1915 prišlo posebno povelje, ki ga je izdal general Gojerič, kratni poveljnik Petra Armade, ki se je borila v Soči. In to povelje je določalo, kako mora biti narejen judovski grob. Torej, kako mora biti izdelan judovski grob, judovski vojaški grob. In tukaj imate en lep primer, kaj ima do Huberta, ne vem, mislim, da je bil nekaj iz Češke dežele, ampak nisem še uspel točno ugotoviti, odkot je v rodu. Boril se je pri Dalmatinci, 22. Pehotnem polku, padel je na Podgori, to je tisto večer iz Zahodne Gorice, ki smo videli sliko, in je bil tako pokopan novembra 1915. leta. Torej, tako kot je zakonodaja ukazala tistega časa. Avstro-Ogrska je mislila resno s svojimi judovskimi podaniki, ker je izdala cel komplet takih zanimivih razglednic, ki so pisane v nemščini in v jidišu. Jidiš je v bistvu nemški dialekt, po domače rečeno, ki se pa zapisuje z hebrejskimi črkami. Govorilo ga je aškenazitsko, torej nemško-judovsko prebivalstvo, predvsem v tem vzhodno in centralno-evropskem prostoru, danes se pa to jezik je skoraj izginil. Tisti, ki zna nemško, se da dobro razumeti tudi jidiš. In zanimivo ti vojaki prihajajo na Soško fronto, se pravi, že prej sem pa bom še enkrat ponovno, ne vemo njihovega števila, verjetno nikoli ne bomo uspeli ugotoviti, koliko jih je bilo. Po številu polkov in po imenih polkov, ker polki so bili teritorijalno razdeljeni, lahko ugibamo, da jih je bilo veliko. Zlasti tisti, ki so prihajali iz Galicije, Bukovine, današnje Poljske, Češke, Dunaja, Budimpešte. Toliko jih je bilo, da so se naredili celo svojo sinagogo. Žal obstajata samo dve fotografiji te sinagoge. Ena je iz 1915, druga nisem dal, je iz marca 1916, torej pred Pasko. Paska pa je judovski pomemben praznik, kot naša velika noč. In to je bila lesena sinagoga, ki je stala nekje blizu Dobrodova, zelo žalostnega kraja iz naše preteklosti, Dobrodovske planoti. Od danes po tej sinagogi ne vemo nič. Samo dve fotografiji sta preživeli svetovno vojno. Potem zanimivo, da so si tudi ljudje, ki so potovali na Soško fronto, uredili svoje začasne sinagoge. Dobili smo baje tudi v Ljubljani, bila, ampak nimamo fotografije. Ena je bila v Novem mestu, torej iz zbirke Slovenskega muzeja, in druga zelo lepa v Mariboru. Tukaj zasilna sinagoga za vojake, ki so železnico potovali proti Soški fronti ali se oboleli in ranjeni umikali z fronte, da so lahko zadostili svojim potrebam po duhovni oskrbi. Mimo glede, Avstro-Ogrska vojska je priznala duhovno oskrbo za 7 različnih religi, katoliško, protestantsko, kalvinistično, pravoslavno, judovsko, muslimansko in grko-katoliško. In ljudje so bili torej enakopravno deleženi oskrbe kot ostali 6 veroizpovedi. Zanimivo je pa, da naše prebivalstvo na Soški fronti in v zaledju ni bilo pripravljeno prihod toliko velikega števila drugovercev. Ljudje naši niso imeli stika z velikimi množicami judovskega prebivalstva, ker so imeli judov prej v velikih količinah ni bilo in glavne so bili skoncentrirani na večja mesta, v tem primeru pa na Gorico in večjemu še Gradiško ali Gradišče v Soči, drugo največje mesto v deželi. Tu je zanimiv zapis iz kronike iz Črnega vrha nad Idrijo, ki jo je pisal tedanji župnik Abram. In kronika je zanimiva, po svoje pa zelo signifikativna za tisto obdobje. Namreč, kaj se je zgodilo? Leta 1917, konc maja, so na vaško pokopališče v Črnem vrhu pokopali judovskega vojaka, ki je umrl v zasilni vojaški bolnici, Julija Kona. Kon, tipične judovske teme. In so ga pokopali na vojaško pokopališče, pardon, na vaško pokopališče. Zdaj so seveda naredili neoprostljiv greh, ker so Juda, ki ni bil krščen, po tedanji cerkveni zapovedi, pokopali na sveto zemljo. In župnik je seveda zahteval, da se ga odkopje, se ga
pokloplje za vaški zid, kar se je potem zgodilo, oziroma za zid pokopališča, in da se pokopališče ponovno posveti, ker je pač ljud onečastil krščansko pokopališče. Takih zapisov najdemo še več, so še tudi bolj krudi kot je ta. Kaže pač tedanje predkoncilsko razmišljanje ne samo crkvene hierarhije, tudi večine prebivalstva, ki je Jude krivila za marsikakšno njihovo napako, ampak njihovo dejavnost. Tudi tisti je bil zelo antisemitsko nastojen, ko taki zapisi pač nam kažejo tudi časa. To je zanimiva fotografija rabinov, ki so služili v 5. armadi ob Soči. Vseh rabinov v vojski je bilo leta 1676, enakopravno z ostalimi vojaškimi duhovniki, ki so bili pa na našem koncu, torej ob Soči. V glavnem je šlo za poklicne rabine, ali tudi nekatere tudi vojaške rabine, nekatere rezervne rabine, ki so jih poklicali zaradi vojne. Delali so isto kot ostali rabini, kot katoliški protestanski, torej so imeli judovske obrede, pokopavali so mrtve, skrbeli so za obred in zakol, potem so prevajali pisma iz hebrejščine, ki so cenzuro so zganjali po domače rečeno, in pa skrbeli za moralno življenje judovskih vojakov. Ta fotografija je samo simbolna, se malčko oddali od predavanja. Ampak pogledajte, dal sem jo noter, ker sem jo dobil pred 1 letom iz Brna na Češka. Še prihajajo ven stvari, stoletji nazaj. Posneta je bila nekaj nad Grskim vrhom, to je pod Krnom, ki se je na Krnova, tukaj spodaj je Jalac, tukaj spodaj je Tonin. Ampak tega pokopališča vojaškega ni več. Je pa zelo indikativno, da nam pokaže duh avstro-ogrske vojske. To njihovo pluralnost. Narodno, jezikovno in tudi versko. Imate muslimana, imate kristijana in na sredini imate judovskega vojaka. Kaj če ste bolj simbolično kot ta fotografija. Ena zanimiva fotografija, ki nam pokaže ohranjene judovske grobnice. Torej na vojaških pokopališčih avstro-ogrskih, ki jih je po naši deželi veliko ohranjenih, žal v Ljubljani ni več, ker je bilo 33. križno, ko je bilo na Žalah, ki je bilo uničeno. Ampak tam so bili judovski nagrobniki, kar precej jih je bilo, ki se hvala Bogu še ostaja. So pa v Vipavski dolini, Goriškem in na Krasu, ohranjena vojaška pokopališča, Gorjansko, Komen, Brje, Črniče, Nemci, Režina, Renče, Rožna dolina. Vsako pokopališče od teh naštetih ima vsaj enega, nekatera tudi 10 ohranjenih judovskih grobov. Torej, judovskih vojakov, ki so tam pokopani, so mrli od avstro-ogrski vojaki. Izjema je Kidričevo, nekdanje stranišče ali Šterntal, kjer je bila zelo pomembna vojaška bolnica, oziroma zaledne ustanove avstro-ogrske vojske. In tam je še ohranjen grobnik Izidorja Lvija, prihajajo nekje iz današnje Poljske, ki je umrl očitno v vojaški bolnišnici v 1915. In je še ohranjen grobnik Izidor Lvi v Kidričevo. No, zdaj gremo pa še v en del, ki bi ga rad predstavil, da bomo videli, kaj smo imeli v naših tleh in kako zna biti zgodovina ali preteklost v osebnih zgodbah bogata. Gremo na častnike nekdanje avstro-ogrske vojske, ki so bili judovskega porekla in so se izkazali v naših krajih. Več v naših krajih in sem se da Goriško. In potem seveda umrli v Auschwitzu ali pa v nekaterih drugih taboriščih, ki jih je odprl nacizem. To je samo fotografija, da nas uvede. Najprej ena izjema. Ta možakar je bil zelo pomemben. Na Dunaju je zelo častil. Hauptmann ali stopnik Gustav von Sonnevent. Judovski krščanski častnik, kaj pa je to za najznaj, pa je judovski krščanski častnik. V Habsburški vojski je bil še vedno prisoten antisemitizem, kljub temu, da že od Jožefa II. Naprej so judovski vojaki lahko enakopravno služili vojsko kot ostali gospodi. Ampak za napredovanje po hierarhični lestvici je bilo boljše, da je nekdo prevzel bodisi katoliško, bodisi protestantsko vero. In med rezervnimi častniki in tudi rednimi častniki, zlasti veliko jih je bilo v medicini, torej vojaških doktorjev, najdemo veliko judov, ki so prestopili v krščanstvo. In tako je bil stopnik Gustav von Sonnevent, ki je
napravil briljantno kariero. Bil je poveljnik 4. bataljona 39. Morganskega pešpolka z Dunaja, ki so bili dunajski veterani glavni noter. Ampak zakaj ga omenim? Gustav von Sonnevent je prijel za svoj boj najvišje odlikovanje Avstro-Ogrske vojske. To je red, viteški križec reda Marije Terezije. Čemu je sledilo oplemenitenje, torej postal je baron in seveda dobil je lepo plačo in tako naprej, če monarhija razpadla, ampak ta podatek, tudi se dobro zapomnite. Viteški križec reda Marije Terezije. Zakaj ga ponavljam ali ponavljam, pojasnim čez par minut. Torej, on je, Italijani so že zavzeli rič svetega Marka. To je Zvečevje izhodno dvorice, ki ga Italijani oblegajo v 9., 10. in 11. zoški ofenzivi, torej govorimo od jeseni 1916 do jeseni 1917 in je 10. zoško bitko, to je maja 1917. So skoraj zavzeli prik svetega Marka. Pravzaprav so ga že obkolili in samo energičen nastop tega omenjenega častnika, ki ste ga videli, Gustava von Sonneventa, je omogočil, da je ta prik postal v rokah italijanske Avstro-Ogrske vojske. On je potem bil junak časopisov, sprejeti bil pri cesarju, dobil je viteški križec reda Marije Terezije, torej najvišje avstro-ogrsko vojaško odlikovanje in postavil fond, torej postavil baron. Po vojni je napredoval, major, podpolkovnik, na koncu je šel v pokoj 1937 feldmaršal Neumann, general Koroški, bi nekateri prevajali, ki smo reči izraz podmaršal. In bil je tudi predsednik Zveze judovskih frontnih vojakov prve svetovne vojne. In ko je prišel Dorfer na Dunaj, 1938 so ga najprej izločili iz vojske, mu zmanjšali penzijo, ampak Gustav Sonnevent, von Sonnevent, je bil aprila 1945, ko se je nekala druga svetovna vojna, ko se je odprlo taborišča, eden redkih judovskih častnikov nekdanje Avstro-Ogrske vojske, ki je vojno preživel. In zakaj je preživel? Ker je dobil viteški križec reda Marije Terezije. Namreč, tehnično čakati malo najeti. Ta križec ga je reči smrt. Kajti nenamderški zakoni, ki so urejali položaj judov znotraj Tretjega rajha, so poznali izjeme. Tudi Dorfer je poznal izjeme. In seveda, ena od teh izjem je bila ta najvišje avstrijsko vojaško odlikovanje. In ker je bil Gustav von Sonnevent odlikovan za obrambo tega predniča, tudi da je on, tudi Italijani že videli, tudi svetega Marka, vrnil jih je dol, dobil je red Marije Terezije in potem se je rešil pred predanjem. Ta zgodba je vesela, kajti ima lep konec. Ta je pa malo bolj ne, ta je bolj žalostna, zelo bolj žalostna. Johann Georg Franz von Friedländer. To je bil, tudi pomembna osebnost, tudi visoke vojaške čine dosegel. Tudi on je bil med prvo vojno Hauptmann, torej stopnik, rojil se v Švici, briljantna vojaška karijera, oblikoval se je na soški fronti, boril se na Tolminskem bojišču, boril se na Kraškem bojišču, boril se je pri Gorici in dobil cel kup odlikovanj za svoje bojevanje, bil potem tudi ranjen. Branil je to Pričevje, ki se nahaja nad mojo resno vasjo. Torej, zdaj odgovarjam drugi del vprašanja, ki sem ga kot kost vrnil na začetku našega predavanja. To je moja vrstna vas, leta 1917, vas, ki je štela pred prvo vojno 350 hiš in tako je zvedela ne na koncu, ali ob koncu boja na soški fronti. O tem nisem slišal niti v osnovni šoli, niti v srednji šoli, niti na fakulteti, niti v srednji. Torej, to je del govora na to, zakaj se ukvarjam s soško fronti. Pravi Latini voda, pa mi opustite za tako osebno eskapado. No in te kliče na moja vesel in branil Friedländer. Friedländer je bil potem odlikovan, ni dobil najvišjih odlikovanj kot Sonnevent, ampak tudi on bil zelo uspešen, nadaljeval vojaško kariero, tudi on bil potem, da je tudi spisek pridatnih, ki je on bil. Niso najvišja, ampak so zelo visoka avstro-ogrska vojaška odlikovanja.
odlikovanja, s tem, da tukaj vam nisem naštel vsa, ker če bi dal vsa, bi bilo malo preveč. To se najbolj pomembno. In potem je nastopila preganjanje. Nastopila preganjanje med drugo svetovno vojno in Zonenen, Friedlander kot visok odlikovanec bi lahko bil rešen, ampak bil je eno napako. Bil je poročen z Judinjo. In on kot Jud se ni hotel ločiti od žene Margarete, ki je bila Judinja, in seveda je sledilo potem logično pot v Terezienstadt ali Terezin, to je severno od Prage, kjer je bil trdnjavski kompleks, ki so ga nacisti spremenili v geto, za tako imenovane izbrance, ali tiste, ki so nekaj pomenili v tretjem Reichu. Nekaj so jih že tukaj pobili, večino so poslali v Auschwitz in eden zadnjih transportov, ki je šel v Auschwitz, je bil tudi transport konec oktobra 1944, ki je peljal Friedlanderja. To je njegova mapa, ki se nahaja v arhivu v Terezinu. Ta arhiv v Terezinu je dostopen tudi na spletu, če koga zanima, najdete vse gor. Mene najbolj presenetno je to, ko v njegovem arhivu, ki sem ga dobil v Krigsarhivu, vojnem arhivu na Dunaju, piše, da je bil odlikovan za boje na griču vzhodno Vrtojbe. To je recimo par sto metrov od moje vrste hiše in to ga ni več po smrti. Konc oktobra je bil poslan v Auschwitz in potem 17. januarja 1944, ko so evakuirali Auschwitz in poslali vojake na marš, ne vojake, internirance proti zahodu, proti Bergen-Belsnu, je on omagal, da je bil star že skoraj 63 let in potem je danes poznal tudi ime SS-ovskega podnarednika, ki ga je na tem delu ustrelil in je končal nekje v snegu na vzhodu današnje Poljske, general oziroma podmaršal Friedlander, junak Soške fronte. To je zdaj transport teh ujetnikov, med katerimi oziroma internirancev, judovskih zapornikov, med katerimi tudi veliko judov so prišli. In avstrijska država se mu je pred 6 leti odložila in na nekdanji hiši na Dunaju, kjer je živel, ta junak Soške fronte, ali tudi hočete na moji kraju, mu je postavila to spomensko ploščo, po tolikih letih pozabe in izbrisa. Ta zgodba je tudi posebna, ne toliko moja kot njegova. Kajti zgodba je presenetljiva zaradi tega, ker je napisal človek, ki je imel izrazite pisateljske humanistične sposobnosti. Konrad Abel je bil mror avstrijske vojske, tudi on je začel kot stotnik, kot Hauptmann, zanimivo, večina govorimo o Hauptmannih, potem napredoval, govoril se tudi o Tolminskem in Kraškem bojišču. Po vojni je napisal pa fenomenalno knjigo o naših krajih. To knjigo morate vzeti v roke. Izdali se jo Zamejci iz dobe doba. Išla je sicer že leta 1934, Karsten Buchmann iz Zonco, imenitna humanistična pripoved avstro-ogrskega častnika na položaj vojakih, boje, vasi prazne okoli Gorice, kjer se je on bojeval, na bedo vojne, željo, lakoto, nesmisel vojnega spopada, hkrati pa izrazita patriotična naravnost in neverjetno občutek za domovinsko zavest. To je bil ta Konrad Abel. Konrad Abel, ko sem rekel, se je boril v nas, potem bi on bil na Dunaju, demobiliziran, napredoval še vojski, potem pride dol na oblast. In kaj se zgodi? To je del kartoteke iz njegove mape v Krigsarhivu na Dunaju, torej vojaškem arhivu na Dunaju. On je bil, potem se je preselil v Weimar, odkud je bila njegova doma žena. Leta 1942 se je zgubila za njih vsaka svet. Verjetno je končal v Trebniki, nekam na vzhod so ga peljali, ampak gledajte, kaj je ta možakar dal v svojo personalno mapo, v svoje vojaške arhive leta 1939. To je leto potem, ko nemški četri zavzamejo Dunaj in dejansko se že koncentracija judovskega prebivalstva, izločanje iz judovskega prebivalstva in sedanjega življenja v Avstriji je že končano, ali skoraj končano. In ta možakar zapiše tisto, kar je zame zelo presenetljivo. Kaj naj se zgodi z njegovim trupom? Torej, to se nikoli ni zgodilo, ker ne vemo, ki je končal, verjetno so ga zaplinili v Trebniki, kot veliko večina judov iz področja današnje Nemčije, ali še reč pa vzhodne Nemčije.
In on se je zelo odlikoval marca 1916 pri bojih za Mengor. Mengor je strateška točka, tukaj znamo z Romansko cerkvijo nad Tolminom. On je to koto obranil, pregnal Italijane s proti napadom, bil potem tudi visoko odlikovan, podrobnosti ne bom šel, in v glavnem želel je biti tam pokopan. To seveda se mu ni resničilo in zgodba je pač zaključena s tem, da je major Kornel Abel končal nekje kot veliko drugih nekje na vzhodu. Potem je Otto Grossmann. Otto Grossmann je bil celo poveljnik 14. gorske brigade, tudi tiste brigade, ki je držala bojišča leta 15 na Krasu. Zelo pomembni boji za obrambo prostora proti Germaniji in proti Trstu. Tudi njega najdemo leta 42 odpeljan je bil v Terezijenška, kaj smo bili starejša fotografija tega geta, ki je dokaj taborišče, tako imamo vzročno taborišče. In je potem tudi on umrl. Izdali so mu mrliški list, kjer kratko piše, da je umrl zaradi tuberkuloze. Nekdanji junak, oblikovan junak, Soške fronte, ki je končal v Terezijenštabu, v Terezinu. In še en tak Viktor Ullmann, ki je med vojno dirigiral koncerte zaradi Soške fronte, v Trstu, na Proseku, imamo ohranjene celo koncertne liste, bil je tudi po vojni zelo znan komponist v Pragi, spočuje kariero po drugačnih glasbeni na Soški fronti, tudi on je končal v taborišču na vzhodu. In morda še za konec, ne bom predolg, še dve spominski znački, ki kažeta boje judovskih vojakov na naših koncu. Obe sta iz zbirke članov Društva Soška fronta, Nova Gorica. Leva prikazuje vojaško značko namenjeno nabiranje denarja za sirote, torej otroke, žene, padlih judovskih vojakov. Desna je pa spominska značka, zelo lepa spominska značka, edina, ki so jo naredili posebej za judovske vojake in prsto na vojno. Torej, vidite spodaj, piše 4, še do vojne, 14, 15, 16, 17. Jom Kippur, torej dan sprave, ki se odvija ponovali, ki ljudje imajo vrnani predlag konec septembra, ki je oktobra, še največji judovski praznik, in pa lepo v tem ozadju, nekaj vrste palmov list, je dve Mojzesovi plošči, ki imajo opisanih 10 podrih zapovedi. Tako, jaz upam, da nisem bil predolg, da nisem preveč dolgo času. Vedel sem nekaj bolj žalostnih, pa mogoče, če so bolj vesela bila, zdaj se pa popustim vam, če malo še kakšno vprašanje ne zgašate. Torej, na našem podpali so tudi zanimivo predavanje komplet v judovsko zgodovino 20. stoletja, 19. in 20. stoletja, kot je že uporabno. Beseda je vaša, zagotovo se vam bo bilo kakšno vprašanje, komentar. Zdaj, ukolikor vprašanj ni, očitno dovolj temeljit, ali se pa da se dejansko za zgodovino omrežil, se ti prav lepo zahvaljujem za tole predavanje. Vas vabim 24. novembra ob 6. popoldne ponovno v Sloveniji na otvoritev razstave v Avli na Imku. 25. novembra nam bo sledi simpozij, popoldne po 9. uri, ob 9. začnemo. Naslednje predavanje, zadnje mesečno predavanje, leta 2014, pa do 10. decembra, ponovno bo posvečeno prvi svetovni vojni, predaval bo podpolkovnik dr. Tomaž Hladnik, ki bo seveda, kot bi drugačno bilo, predstavil doživljanje prve svetovne vojne, Slovencev prve svetovne vojni iz vidika vojaškega zgodovine. Najlepša hvala in hvala.